Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokrat bomo govorili o tem, kako se spreminjajo navade investiranja oziroma upravljanja denarja ali premoženja med mladimi. Gosta sta profesor Aljoša Valentičič iz Ekonomske fakultete in Zenel Batagel, Zenel, se opravičujem. Veš, kolikrat sem že naredila to napako. Zenel Batagel iz raziskovalne hiše Valicum. Zdravo in dobrodošla na MoneyHow. Živijo. Ne moram verjeti, da me še danes popravljaš. Ne, veš kaj fora, ne smeš preveč razmišljati, ne? Zenel? Ja. Zdaj se veš, da bo. Se gre. Originalno mora biti Zenel z Y. To je pa še malo bolj. Pa je mati Y ven rukana, ker sem se rodil in pol je to toč. To je pa še malo bolj advanced. Aljoša, ti imaš pa čist navaden ime. Aljoša. Koga vprašaš? Sem bil na konferenci prejšnji teden in sem z eno Rusinjo govoril, citira moje članke in rekla, veš kaj, jaz sem vsa ta leta mislila, da si ženska. Ker v Rusiji je to žensko, ne? Ja, je kon na zadnji, ne? Ja. No, se tudi mene dostkrat zamenjajo s kakšnim Marjonom ali pa Marijo, ne, tako da lej, pač tak je life, nimaš kaj, Zenel. Ja. Ne, Zenel. Okay. Sploh te ne bom imenovala, oziroma te bom klicala kar gospod Batagel. Batagel. Kaj pa Z? Ali pa Z. Ok, a gremo kar na vsebino. Dejstvo je, da je v zadnjem desetletju se zgodila demokratizacija financ in da je investiranje postalo zelo dostopno. Z nekaj kliki lahko odpremo trgovalni račun praktično kjerkoli, skoraj kjerkoli in s parimi desetaki lahko kupimo frakcijo delnice ali pa investiramo v neke razpršene sklade po zelo, zelo ugodni ceni. No in oktober je mesec varčevanja, oglasile se bodo številne finančne inštitucije, verjetno tudi kakšna združenja, ki se bodo pohvalili, kaj vse so storili za finančno pismenost Slovencev. Ampak vseeno živimo v popolnoma drugačnih časih in finančno pismenovanje zlasti mladih se dogaja predvsem na družbenih omrežjih. A je tako? Mogoče lahko tukaj se ustavimo pa pokomentiramo, kako vidita to finančno pismenjevanje mladih. Mislim, mladi imajo ver informacij tako online in ne več v teh starih medijih, tako drugače. Tako da kakršenkoli dostop do informacij mladih poteka prek teh kanalov in nič drugače ne more biti tudi s finančnimi informacijami. Osnovni... Ja, to bo kar držali s tem. Ja. Zakaj bi bili mi kaj drugačni v finančnem svetu? Sem glih hotela reči, da verjetno ne grejo na kakšno spletno stran, kakšne finančne inštitucije in verjetno si ne downloadajo PDF-jev. To sigurno ne, tudi spletne strani vprašanje, koliko pregledujejo. No. A seveda mogoče spomnite, kdaj sta kupila prvo investicijo? Koliko sta bila stara in katera investicija je to bila? Obveznice Republike Slovenije, takrat v Markovičih časih, času Markoviča. Jaz poleg skladov mislim, da je bila ta prva delnica Gorenja v dokapitalizaciji takrat po 37. Če se spomnite, koliko je bila podprozena cena. Ja, to je več kot 20 let. Ne, 20 let približno, ne? Jaz sem tudi pred 20 leti približno delnica Krke, čist brez veze. Jaz sem sam v farmaceuta investirala. Yes. Vidiš, to je ta razlika med temi Z pa M, veš. Z in M, ja. A se lahko mogoče dotaknemo finančne pismenosti? Zdaj, po tej statistiki Eurobarometra smo na 5. mestu med evropskimi državami, se pravi, lahko rečemo, da smo kar finančno pismeni. Kako vidva gledata na to finančno pismenost Slovencev po tej raziskavi? Aljoša, boš ti, ja? Torej, mi smo po tej nominalni finančni pismenosti zelo visoko. To drži. Tudi ko anketiramo ljudi, tipično imajo visoko mnenje o svojem znanju, mislijo, da znajo dobro razmišljati o financah, mislijo, da znajo dobro upravljati osebne naložbe, torej na splošno osebne finance. Tisto, kar pa potem seveda opažamo v praksi, je pa nekako v kontrastu s to percepcijo, samo percepcijo. In ta
udejaniti v praksi te načela finančne pismenosti je pa malo bolj komplicirano. In to, kot pravim, to se kaže v strukturi naložb, kot jo imamo. Torej, najbolj očitnih pokazatelj tega je ogromna masa depozitov, ki so na bankah vezani, tako da tukaj je nek disconnect, na katerem je treba delati. Ja, mislim, da Slovenci smo izredni ziheraši. Varnost je pri nas ful na prvo mesto. Mi že nekaj cajta spremljamo, kaj bi naredil, če bi bilo večjo količino denarja. Prva stvar je, kupil bi nepremičnino, drugo je pustil bi v evrih, potem so šele ostale stvari. Zdaj, če skočimo malo naprej, verjetno tukaj potem je luknja, in na koncu, tretja stvar so verjetno kripto sredstva. Tretja je zlato. Zlato, seveda, zlato. Tretja je zlato, ker je fenomen po moje Sloveniji. V zadnjem cajtu je to kar v redu. Ja. Ampak, recimo, tle konkretno, zdaj, ko si omenil, da imamo ogromno depozitov, oziroma niti ne toliko depozitov, denar na računu, večina je denarja na računu, ampak tukaj je bilo pa tudi eno vprašanje, vpliv inflacije in njenih morebitnih posledic na kupno moč. Očitno v teoriji obvladamo vse, v praksi pa ne razumemo, kako inflacija najeda naš denar, ki počiva dobesedno na bančnem računu. V tistem letu, ko je bila inflacija 10%, sem jaz ilustriral teh 10%, tako da sem rekel, predstavljajte si, da živite v povprečnem stanovanju v Sloveniji, ki ima, mislim, da 62,5 kvadratov in da imate zdaj tako inflacijo v navednicah, ki vam 10% tega, v čemer živite, požre. To se pravi, vam požre eno sobo. Boste rekli, da je to majhna ali velika sprememba in takrat večina ljudi reče, da je to zelo velika sprememba. Ja, in kaj naredijo potem? Nič, se to, tako da percepcija te bolečine je eno in zavedanje pa ne pelje v to, da bi se potem na nek način odrazila realna sprememba v naložbah posameznikov. Mi Slovenci smo malo leni, tako, to se tudi ve. V bistvu nočemo narediti nekih drugih korakov, nočemo riskirati. Kogarkoli obrneš, je to po moje rizika, ta druga opcija. Tako da v bistvu na nek način je razumljivo, da funkcioniramo tako, kot funkcioniramo. Ja, tako. Zakaj je razumljivo? Ker prihajamo iz tega sistema? Ali kako? Ne, ker je varnost je tako na prvem mestu in v bistvu najbolj varno je to, da ne naredim nič. Ampak kljub temu, da zgubljamo kupno moč, v bistvu nekaj se dogaja med tem, ko mi spimo, živimo. To pa tak kompleksen konstrukt. Škoda, ker se to naučimo malo v šoli, na obrestni račun, oziroma kako inflacija najede našo kupno moč. Če bi se mogoče učili. Tudi kar dolgo obdobje je zdaj za nami, ko v bistvu inflacije ni bilo. In v bistvu ljudje morajo dobiti po mojem proof, da se je nekaj takega zgodilo, da je to zdaj res manj vredno. Zaenkrat se mi zdi, da ta proof še kar ni prišel. A je res prišel? A je kdo resno govoril o tem? Jaz mislim, da ni nihče govoril resno o tem. Ljudje so pravili, da se težko privoščijo, plačati elektriko, kupiti hrano, to se je vse poznalo konec koncev. Ampak to ni povezano to so vsakodnevni problemi, ki jih imajo potrošniki tako v zadnjem cajtu, kar 20% ljudi ima kar resne probleme s tem. Ampak ta drugi del očitno, ki pa ima pa to, da jih to verjetno, da jih to zgleda, da jih ne gane. Ja, v opravičilo teh nerazporejanja denarja drugam, kot v te oblike, ki smo govorili, je mogoče tudi ta vedenski vidik, ljudje smo nepopolna bitja in nam je predstavljajo te premiki denarja trenutni napor za bistveno bolj oddaljene koristi. In tukaj se včasih izgubim, potem si mislim, se ne bom nič spremenil, ker me to zdaj preveč boli za premalo koristi v prihodnje in potem ne naredimo nič. To je v bistvu status quo. Napor je, napor. To je point, napor je.
To, kar sta zdaj rekla, napor pa lenoba, dejansko imam kar nekaj primerov mladih punc, ki recimo naredijo en korak, se pravi odprejo trgovalni račun, ampak pa se pa tudi ustav pri tem, ne naredijo pa naslednji korak, se pravi ne naredijo tiste investicije, ki bi jo lahko, ne glede na to, da so odprli račun, kar je škoda. Prvi korak je narejena. Ja. Mislim, da zdaj, če govorila si o mladih puncah, pomembno je to, da je zdaj ta stvar mnogo bližje, kot je bila prej. Zdaj je verjetno na telefonu, sprav, ko se bo zgodil močen impuls, je večja verjetnost, da se bo zgodila ta konverzija, da se bo zgodila investicija. Sprav, impuls se mora zgoditi. Zdaj, v bistvu, v tem obdobju, ko pač ni naredila še tiste dokončne poteze, ampak se mi zdi, da je tole že en lep korak naprej. Je. Pa vas, Aljoša, vaši študenti, kaj omenjajo investiranje ali pa ne vem, kako upravljajo z denarjem, se kaj pogovarjate o tem? Mislim, po naravi programa, na katerem delam, se pravi finančni management, je zelo veliko teh debat. Ampak za mogoče majčkeno širšo sliko, pred časom sta dva magistranta našega programa IMB naredila anketo med študenti o finančni pismenosti in tamle not so razvidne te stvari, o katerih kaj več čas ponavljamo. To se pravi, da je razmišljanje o varčevanju potisnjeno majčkeno v ozadje, da tam, kjer so razmisleki, recimo so še vedno kontrastni, pa schizofreni, da rečem, se pravi denar in kripto, na drugi strani vmes pa nič. In kot tudi nekateri povsem presenetljivi rezultati, recimo prej smo rekli, kaj je vir informacij za finančne odločitve, presenetljivo tretjina jih navaja, da so to bančni službenci na banki. Zdaj, to je meni skoraj nepredstavljivo, ker jaz fizično na banki, kdaj sem nazadnje bil, se pravzaprav niti ne spomnim. Tako da definitivno. Aljoša, lahko sem tle nekaj malo skočim. Na svet na banki, oziroma da ti da bančni uslužbenec na svet, kaj početi z denarjem, kaj boš dobil? Dobo boš nek produkt, ki ga oni prodajo, ki mogoče niti ni najbolj primeren za tebe. Seveda, logično, imajo oni svoje produkte za prodati. Je ta problem zaupanja v institucije, po moje, ki je ena taka zelo velika tema. Pač to zaupanje v institucije samo pada in pada, top down. In dejansko zaupamo vedno bolj sebi in svojemu socialnemu okolju. In pa prijemo pa na mlade generacije, ki pa itak funkcionirajo na popolnoma drugačen način. Joša je že malo namignil, kam to gre. Se to, kar si zdaj rekel, tole zaupanje, tudi ta Eurobarometer lepo pokaže, da smo v bistvu na repu te lestvice pod povprečjem evropskim, se pravi, da ne zaupamo tem inštitucijam, njihovim tem nasvetom, ki ga tam dobimo, in tudi nismo nekako comfortable za uporabo nekih finančnih storitev, ki se ponujajo. To kaže ta raziskava, pod povprečjem smo. Če gremo na filozofijo, da zdaj pa jaz ne zaupam inštituciji, še vedno to ne pojasni, zakaj nek potencialni mladi varčevalec ne reče, zdaj pa jaz inštitucijam ne zaupam, bom investiral v ETF preko enega od teh appov na telefonu. To bi lahko se naredilo. Jaz mislim, da med mladimi ni to, po moje, takih težav. Po moje smo problem mi te starejši, veš. Verjetno res je. Ne vem, kakšen razpon starosti v tej anketi, ampak jaz mislim, da mi smo gledali, tako spremljamo tisto vprašanje, kam do denarja. Zajevci imajo ta profil popolnoma drugačen od običajne populacije. Pri zajevcih ni tega žbama dola, se pravi nepremičnine, evro, zato pa nič, pri njih je vse, in delence, in vzajemni skladi, in kripto, vse noter. Tako da diapazon tega, v kaj bi oni vlagali, je velik. Tudi, tle mislim, da pridemo do. Jaz imam malo problema z definicijo finančne pismenosti,
v kontekstu mladih, zaradi tega, ker mladi gledajo na ta konstrukt financ popolnoma z drugega vidika, kot mi ta stari, ki smo pisali ta vprašanja, kaj zdaj pomeni finančna pismenost. Namreč, mi izhajamo iz koncepta varnosti in kako bomo na dolgi rok dobro funkcionirali. Ne? Mladi in varnost je key point, se pravi, vrednota je varnost. Pri mladih je vrednota svoboda. Se pravi, in tukaj govorimo o tej finančni samostojnosti, neodvisnosti in to je njihov glavni driver. Ne? In zdaj, če gledaš tisto to perspektivo, ne, je njihov pogled na to, kaj bi oni delali s financami, popolnoma drugačen. Popolnoma drugačen. Ne? Če smo mi, naša generacija, če je investirala v Krko, ne, po mojem, njihova generacija sploh ni niti na misel ne pride, da bi investirala v Krko. Ne. Oni so global citizen, mi smo bili tle neki lokalni citizen. To je čist drugače, čist drugače. Mi smo hodili na morje v njihovih letih nekam na Hrvaško oziroma v jugo, oni itak poletne grejo, ki brez veze grejo reči zimo na Tajsko in se vozijo z avioni. Mi smo škopali pa se vozili z vlaki. Razumete, kaj so gromozanske razlike med nami in njimi. Tako da ta cilj, ki je popolnoma drugačen med tem, kaj so nam razlagali, da je treba početi, ker je verjetno definicija operacionalizacija finančne pisme in to, kar oni hočejo, to nima veze z enim z drugim. Bi se skoraj strinjal. Edino, kar me skrbi tukaj je, ko jih pa vprašamo potem, kdo pa za vaše penzije poskrbel, ne? Pa pravijo država. A res? Ja. A res? Ja, 81%. Mene je to šokiralo, recimo. In si ne predstavljam, kako gre to skupaj s tistim, kar smo prej govorili. Dejansko njihova vrednota je svoboda, zato tudi, ko grejo v službe, hočejo imeti fleksibilni delovni čas, hočejo imeti delo od doma in podobno. Ne? Plača je potem mogoče celo že na 3. mestu. 2,5 meseca. Ne? Itak, ja. Ampak potem to mene sekira, ne? Ker očitno tukaj nek razmislek vseeno manjka, tudi pri mladih, da mislijo, da jim bo država dajala penzije. In to pa zdaj že govorimo desetletja, da to ne bo tako. Ta država pa ne sploh neki da. Ne? Sam mogoče pa to nekako se prenesalo od staršev, ki mogoče živijo v tem prepričanju, da bo država poskrbela tudi za njih, ne? Ampak kot vidimo, se to ne dogaja. Ne? Na koncu, ko greš v dom za starejše, pač otroci morajo doštokavati, ker je pač penzija preniska. A ne? A lahko mogoče sem glede na to, da se zdaj o tem pogovarjamo, mislim, da je bilo v knjigi The Psychology of Money, ravno o tem je bilo govora, da je zelo odvisen od tega, kje, kdaj si odraščal, tvoja nagnjenost k tveganju in kako se ti odločiš za investiranje in tako dalje. Naši stari starši so odraščali v čist drugem okolju, ker v bistvu kapitalskega trga skoraj da ni bilo, oziroma ga sploh ni bilo. Potem naši starši so pa ravno takrat nekako kusali s temi certifikati prvič ta trg, ne, zdaj otroci, a ne, pa očitno pač, ne vem, spet malo drugače doživljajo vse skupaj, glede na to, da je vse na dosegu rok. Kako gledamo ta razvoj kapitalskega trga, konec koncev tudi pri nas in potem tudi tega investiranja? Po mojem predvsem širina, kaj mi razumemo po to. Ne? To je zdaj globalno. In mislim tudi ta identiteta in čemu jaz pripadam kot mlad človek, tle bo treba veliko researcha delati. Ne? Jaz mislim, da obstaja ta kategorija global citizen. Ampak to je že z Y in se pojavlja ta stvar. Ne? Global citizen, jaz tle pripadam globalnemu svetu in ljudem, ki razmišljajo podobno kot jaz. In v tem kontekstu se v bistvu tvoj diapazon, kaj jaz lahko počnem, kaj so moji cilji, kam bom jaz vlagal, kaj pomeni velika. To je zelo zanimivo, kaj pomeni velik. Ker naenkrat naše številke so bile tam, 10 ur, 100, oni štartajo na milijon. To tako je, milijon je. In največja fora je, to je spet za preverta, ampak mislim, da veliko teh zajevcev že pozna nekoga, ki se je finančno osamosvojil in ve, da je to možno. V naših časih tega ni bilo. Pa bili so zelo, zelo redki. Zelo, zelo redki. Tako da je ta
global pogled, uspeh nekoga, to, da mi ni treba ekstremno hard delati cel life, zato da bom se finančno samosvojil, ampak da lahko naredim svojo globalno zgodbo v 3 do 5 letih in imam pol mir. To se mi zdi vrhunsko. Koliko pa tvegaš pri tem vse, ali kako? Tveganja so veliko večja, ampak to je ena druga. Meni se je zelo velika, se naprimer v splošnem finančno pismenost nekako istoveti s tem, koliko se ljudje pustijo nategniti, koliko so bili izpostavljeni raznim prevaram in podobno. Ampak tlele se mi zdi, da to predvsem mi padamo na te fore. Mladi, oni veliko bolj razumejo ta internet, ker oni so generacija interneta, zdaj še ni za mobile, te so interneta in so videli svašta. In znajo veliko boljš oceniti rizik, kakor mi. To je ogromna razlika po moje. In ko grejo v nekaj zelo rizičnega, jaz mislim, da se oni zelo dobro zavedajo, da so šli v nekaj zelo rizičnega. Ta probability jim kar dobro funkcionira. Eksponentno funkcijo naša generacija je doživela samo s hiperinflacijo. Njihova generacija je doživela s par balončki že. Poznaš nekoga, ki je besno zaslužil, ker je v pravem trenutku vložil v nekaj in se je to zgodila eksponentna funkcija. Doživeti eksponentno funkcijo je najlepša stvar pod soncem, sploh če si bil ti tista. Vseeno bi, Marja, če se vrnem malo nazaj, kar si rekel iz te knjige, okolje, v katerem smo odraščali, to verjetno pojasni en del tega učinka, ko slišimo, zakaj ne vlagate v delnice, zato ker je bila NKBM. In se mi zdi, da veliko krat na to vprašanje, vprašanje z odgovorom NKBM, tako povedo ljudje, ki dejansko s to odločitvijo niso imeli prav veliko, so bili premladi še takrat. Tako da dejansko je to nek prenos znotraj družine, bi rekel, verjetno pride do izraza. Ja, to je lahko izgovor, veš. Absolutno je lahko izgovor. Tako, sam pravim, se pojavlja v kontekstih, kjer ne bi mislil, da se bo pojavljalo. Našla sem eno raziskavo, sicer to je v Ameriki, Schwab Modern Wealth je naredil raziskavo med mladimi in so gotovili, da začnejo investirati že pri 19. Se pravi, bistveno prej kot recimo milenici, ki so začeli pri 25, ali pa baby boomeri, ki so začeli investirati šele pri 35. To je zdaj Amerika. Kako pa mislite, da je pri nas v Sloveniji? Ja, tlele kripto naredil ogromno. Samo zdaj vprašanje je, kam zdaj štejemo res kripto. V Sloveniji mi smo imeli v nekem trenutku, po moje, globalno največjo penetracijo. Tam 2018-2019, to je bilo noro. In ljudje so imeli izkušnjo, ljudje imajo izkušnjo. Zdaj smo imeli eno raziskavo med kripto ekipo, ni problem je najdete. V Sloveniji je tega res velika. Ampak glavna fora je v tem, ogromno pozitivnih stvari se je zgodila. S tem ljudje, ampak to niso samo mladi, ampak med mladimi je pa tega res veliko. So se veliko naučili. Naučili so se trgovanja, naučili so se, kaj pomeni zaščita, naučili so se, kaj pomeni decentraliziranost. Ogromno teh drobčkanih stvari, ki jim v bistvu zdaj omogočajo, da lahko karkoli počnejo. Pa zelo pomembna stvar, razumejo, kaj pomeni ta social pressure v ozadju, ta FOMO efekti in te stvari. Tako da tlele, po mojem, naši investitorji mogoče so spet malo prestrašeni, tako kot mladi, kot NKBM-jevci, ker marsikdo je verjetno tudi zgubil, ampak v končni fazi imajo eno zelo dragoceno izkušnjo za sabo. To je, in zdaj je v bistvu switchen zdaj na nekega Robin Hooda ni noben problem. Tako, in to, ta peer pressure, oziroma peer kanal, je daleč na prvem mestu po viru informacij. Ko smo prej govorili, ali so socialna omrežja, pa banke smo omenili že, ampak na prvem mestu po tej anketi naši so priporočila prijateljev.
Tako da socialna mreža je ključna tukaj. Ne. Zdaj, ko si omenil to divje obdobje leta 2017, 2018, 2016 se je začela že ICO manija. Jaz se spomnim, sem takrat vodila izobraževanja za mlade, 12-13 letniki so takrat na priporočilo celo profesorja oziroma pač učitelja so pač malo eksperimentirali. Ne? Tako da takrat je bilo res to. Veš, to je meni fenomenalno. Ne? Se pravi, mi imamo zdaj 13-letnike, ki so na nek način okusili eksponentno funkcijo. A veš, to je tako fenomenalno izkušnja. Za meni se zdi to prav abnormalno. Ne? A veš, če si veš, kakšen tril je to? To je veliko hujši tril, kot če zadaneš v kazinoju, v igralnici. To je veliko bolj hudo. In pol konstantno loviš to, ne, ta tril. Ja, ne, in v bistvu on ve, da je to možno, ne, to je ta fora. On ve, da je to možno, da v tem globalnem svetu, kjer so mimi vse, ne, kjer je social vse, kjer je vrednost definirana nekje od zunaj, kjer je v bistvu vrednost socialni konstrukt, ne, to, da dolar obstaja, je socialni konstrukt, ne, koliko je zdaj ta stvar, to je socialni konstrukt, vse je socialni konstrukt. Tako da, tudi to, ne, da je zdaj pač zlato tista stvar, ne, da je Bitcoin digital gold, ne, to se je nekdo zmislil in nekdo je zagrabil, ne, in pač zdaj to pač ljudje tako mislijo, ne, in zaradi tega je to zdaj 60, ne vem koliko. Prav ta digital gold in tako naprej in klasični gold, jaz imam graf na mojih slajdih, ker sem to preračunaval, te korelacije v času, ne, in Bitcoin ni digitalno zlato. Ne. Bitcoin je postal, ne vedno, ampak koreliran pozitivno z ostalimi naložbami, ne, kar je z vidika razpršitve tveganja slabo, ne dobro. Ne. In medtem ko fizično zlato pa relativno bistveno boljše upravlja to funkcijo diverzifikacije. No, tako. Ja, mislim, tako zgleda, da je to samo še ena tehnološka delnica. Ne? Tako nekako. Ne? Ja. Ampak je fora v bistvu tema. Ne? To, kar se tle dogaja, to je to. Mislim, ampak je tako, tle se prav res vita, ne? Kaj pomeni vrednost in kako je neverjetno korelira s tem, kaj okolica v tistem trenutku, sploh ne na splošno, kaj v tistem trenutku kaj počnejo. Ne? Tako, meni se zdi blazno zanimivo. Ful bi bilo dobro, Marija, najde te fante in dekleta, ki so pri 12 in 13 to imeli in se zelo z njimi malo zapogovarjati, kaj oni pravzaprav zdaj razumejo kot njihov finančni cilj. Ne? Po mojem imajo popolnoma drugačne cilje od njegovih vrstnikov, ki tega niso počeli. No, zdaj, če te fantje pa dekleta poslušajo, jih vabim, da me kontaktirajo. Jaz sem pa prostovoljno javen, da jih izprašam. No, evo, vidiš, vse imamo za izrihtan. Tako je to, ja. A mogoče lahko še pogledamo, ljudje doskrat iščemo bližance, iščemo neke instantne svete. Zdaj, vidva sta rekla, vplivneži niso na prvem mestu, ampak je nek peer pressure, a potem to deluje na principu priporočil, se pravi, prijatelj ti priporoča neko naložbo, ali ne vem kako, kaj vidva mislite. Noben je rekel, da ni vplivnežal. Kdo je to rekel, da ni vplivnežal? Ne, da so na prvem mestu, da je peer pressure, se pravi, v bistvu neka priporočila vrstnikov, ne? Ja, ampak to isto funkcionira kot karkola, ne? Vedno obstajajo mnenjski voditelji. Tudi na tem področju obstajajo mnenjski voditelji, ki potem vplivajo na tvoje prijatelje, ki ti potem sperejo mozek. Mogoče posredno, ja. Ja, tako, ne, vedno je tam v zadnje. Ja, ali zlastno izkušnja, ki si rekel, ne, vsak od nas pozna koga, ne, in potem je samo en korak, da ti tega, kar naredi ta drugi, preneseš svojo prakso, ne. Ampak to se mi zdi ful pomembno, ta hipoteza se mi zdi blazno zanimiva, ne. Kaj pravzaprav je res finančna pismenost v kontekstu mladega človeka, ki si želi svobode in finančno samosvojitev? Po moje marsikateri anketni vprašalnik, ne, ta otrok, mulca, ne, pogrne na celi črti, ampak he is doing the right thing. Ma pa tudi trenutno okolje je temu zelo naklonjeno, imamo 15 let praktično trajajoč bikovski trend, ne? Mislim, koliko si pa dejansko lahko falil, ali pa recimo vse smo imeli neke korekcije, ki so se zgodile tako, cak, in potem je šel takoj nazaj gor. Sploh nisi imel čas reagirati. To se mi zdi tudi en ful pomembna razlika med mladimi in starejšimi vlagatelji.
izkušnja z volatilnostjo in reakcija na volatilnost. Če bi nekemu 50-letniku, se pravi mene, zdaj do neke vrednostne papirje, ki to skače 10% gor pa dol, se človeka lahko fršloka. Veš, mularija, ko reče, sam 10, it's okay, vse bo šlo 20 gora, veš. Čist drug način razmišljanja. Nismo še imeli ta prave korekcije, nismo imeli ta prave krize. Kaj bo pa potem, kako bo potem se odzval, ko bo prišlo do 50-60% popravka? Takrat bo malo polela glava, kvačeš. Ampak spet bo rekel, it was a nice try, Ja, jaz bi vseeno tukaj bil malo bolj previden pa bolj konzervativen, zato ker ena stopnja teh osnovnih finančnih parametrov mora vedno biti prisotna, jaz mislim. Ja. In imamo tudi žalostne zgodbe iz teh internetnih, jaz se spomnim tiste zgodbe, ko je fant, ki si je prek Robin Hooda opcije, investiral opcije in potem pač imel nekrito pozicijo na koncu in je storil samomor. Ja, tisto se spomnim. To je bila taka cautionary tale, najhujša je bila iz kripto sveta, je bila Luna, 100%. Ja, ok, ja. Luna je bila po mojem ekstremen primer. To pa je pomembna stvar. O tem se res ni govorili, da lahko res neki grejo do nule. Ta je bila zanimiva, da je ta reč res gre lahko nulo. To smo imeli en primer, v bistvu za enkrat, tako resen. Pa FTX je tudi zanimiv, ker ja, FTX, tam je pa lekcija, zgleda, da bo hudo, na koncu so ljudje pristali v plusu. Celo tako je. Ja. To je pa tako, ki si malo bolj na pol, ki si dvoživka, pa je tako. Ja, sej. Ampak jaz pa vseeno mislim, da pa vse neki temelji morajo biti, sej bajta ne moreš začeti graditi gor pri strehi, ampak neki temelji vseeno morajo biti. In se mi zdi, da tukaj vseeno je treba poznati vsaj neke te osnove upravljanja denarja ali pa investiranja. A se strinjate s tem? Absolutno. Ja, absolutno. To smo rekli prej. No, v glavnem... To sploh ni dilema, pri teh mladih se bo to zgodilo malo kasneje. Spravi, zdaj njihova faza je freedom. A misliš kot posledica? Da se mogoče da. Pa, ko bo familija, pa on switchne na varnost varianto. To se spomnim, ko smo delali v Mobitel z Majzlom. In prvič smo videli, Mobitel je imel 100%, pa je imel 95%, pa vidimo tam, jo je mladi, grejo vsi mobilo. Pa rekel Majzel, pustimo jih, se bojo tako prišli k nam. In to je v bistvu to. To je v bistvu to. V končni fazi zaradi življenja, kakršen je, in sistema, v kakršnem koli živimo, pa priješ pa na realnost, okay, you're a global citizen, but you live in Slovenija, pa smo pri varnosti in končnem cilju, da bo država poskrbila za mene. Ja. Tako, Ja. Evo, vidiš, pa na koncu vse poti vodijo nazaj k tej varnosti in pa ziheraštvu. Lesi se vrača. In potem bodo te mladi, danes mladi, jutri starši, bodo tudi začeli razmišljati tako kot njihovi starši, kupil bom nepremičnino, evro in pa zlato. Kako? To bo samo diverzificiral rizik. Diverzificiral bo rizik, ja. No, diverzifikacija je tudi ena od teh osnovnih pravil investiranja, pa dolgoročnost, ko smo se prej pogovarjali o dolgoročnosti. Danes recimo, ko mladim omenjam varčevanje za pokojnino, zamahnejo z roko, veš, kje je to čez 50 ali pa 60 let. In škoda, da ne znajo v bistvu si izračunati, koliko v bistvu koristi imajo lahko od tega, če začnejo danes z malimi zneski, obrestni račun, oziroma compounding, Aljoša. Spet v drugo smer. Ja. Tle bom še nekaj dodal. Še en podatek mladim, ne samo mladim, tudi nam, ne sede nekako zavest, je, da ko gremo v penzijo, bo naša pokojnina v bistvu pokrila tam malo na 40% zadnjega dohodka. To se pravi, mi danes vemo, da nas čaka drastičen padec skupne moči, razen če ne nadomestimo tega z privatnimi oblikami varčevanja, oziroma tudi z dodatnimi pokojninskimi varčevanji kot takimi. Ja, jaz sem to doživel.
grozen je, ne? Ko so me dali polovično na invalidsko, ali dobiš uno številko, to tako, a res, kaj, to je za 2 kosila, ne? Ja. Katastrofa. Ja, sej. Tako zgleda. Ja. Je samo tega, to ti lahko zdaj govoriš, pa razpredaš o tem, ampak vse veš, kako je. Pa te pa kontaktirajo 55-letniki, pa te vprašajo, kaj lahko zdaj na hitrco naredim. Se pravi, ta instant, daj mi hiter nek nasvet, rabam hiter zaflikati to luknjo. In kaj lahko, kako mlade angažirati za to, da začnejo razmišljati dolgoročno, zaradi tega, da pač denar dela za njih, ne? Eksponentna krivulja ima še en ozadje, ne? Čas, ne? Ni sam, da ti imaš srečo, da skočiš na ta prava naložba, je pomenilo tudi, da imaš ti dolgo obdobje varčevanja, ne, oziroma dolgo razdobje razmišljanja o varčevanju, ne vsaj. Ne. Ja, te je v bistvu, če tako pogledamo, ne, mladi pa, ki v bistvu vidijo v kriptu, naprimer, veliko priložnost, kripto je razvil to logiko hodlanja, ne? Sprav grem not in držim, ne? In se ne spokam ven, ne? Sprav ta komponenta je v sistemu grajena, je kar zanimiva, ne? Ja, to je v bistvu super, ne? Ja. Kaj sta še ugotovila tvoja 2 študenta, ko so delali raziskavo? Ima še kakšno zanimivo statistiko? Mislim, da zanimiva statistika je ta, da recimo nekadilci se bolj poglobijo v finančne odločitve, so bolj riska vrst, ne, se pravi, bistveno več pozornosti posvečajo razmisleku o teh naložbah, da je, ne bi hotel pretiravati s tem, ampak kripto imajo, 38% jih je v preteklem letu imelo opravka s kripto, ne, tako da je segment še višji kot to, kar kaže te eurobarometre in te poprečne podatke, nekaj velja za celo populacijo, ne, tako da to rekel sem, da pokojnine so stvar, kjer se mladi zanašajo na to, da bo država na koncu dala, ne. Pa skladno s tem, kar smo prej govorili, tudi to, da jim je na prvem mestu, torej kaj je cilj finančnih odločitev, glavni cilj finančnih odločitev dejansko je finančna neodvisnost in stabilnost, ne. Tako da jaz mislim, da je to druga plat medalje tega citizena, ne global, ki si prej rekel, zenen. Ja. Mislim, to je po mojem glavna fora, ne? Ja. Da je svoboda tako blazno na prvem mestu in se mi zdi, da veš, če pogledam 20 let nazaj, kako so mladi funkcionirali, ne? Je bilo svoboda na prvem mestu, ampak varnost zelo blizu. In bolj, ko gremo zdaj v te nove čase, z temi novimi generacijami, vedno večji razkorak. Svoboda vedno ostaja na prvem mestu, vedno na prvem mestu med mladimi. Ne? Sam je varnost bistveno nižja. Ja. Pada dol. In v bistvu, ker mogoče ni tako slabo, ne? Ker kdaj pa si lahko upaš, če ne zdaj? Kdaj pa lahko riskiraš, če ne zdaj? Ne? Ja. Čas za riskirati je takrat, kadar si mlad, zato ker imaš čas na nadalje izgubo. Tako to je. Tudi čisto finančna serija kaže, ne, da ti bolj ko podaljšuješ investicijski horizont, ne, manj je verjetno, da boš na koncu pristal v minusu. Ne. Tako da... Ja. A mogoče lahko še to, zanj sem brala en zelo zanimiv članek o izgorelosti med mladimi, tako so pogumni, tako želijo si finančne svobode in vsega, ampak zdaj pa ugotavljamo, da je kar precej visok odstotek mladih, ki so izgoreli in lahko citiram eno psihoterapevtko, ki je povedala, da imajo mlajši zmanjšano frustracijsko toleranco in nimajo osnovnih protistresnih strategij. Ja, jaz sem opazil v svojem poklicu tam nekje 2-7 in ko sem opazil, da ljudje ne več dobronamernih kritik oziroma predlogov za izboljšave štejejo kot predloge za izboljšave, ampak vzajemljajo to kot kritiko. In v bistvu je logično, zato ker to je bila generacija otrok, kjer je šla gospodarska rast samo gor, inflacija dol in negativne izkušnje z ničemer niso imeli, ne. In en del mladih je takih, ki ni imel izkušnje z nobeno krizo. Zdaj smo šli preko one finančne krize, zdaj nekateri se spomnijo, da je bila finančna kriza in tako naprej. To so otroci iz obilja, ne? Tako, ja. In seveda, ne, zdaj, če ti nekoga, ki ni imel nikoli frustracije v življenju, nenadoma stresiraš z neko finančno stresom ali ga potiskaš v neke finančne odločitve, logično, da ne bo
torej pozitivno sprejel tega. No. In da bo z naklonjenost stopil nasproti varčevanju in bo jemal vsako tako, recimo, izgubo, ki jo prinesel mogoče bolj negativno, ne, kot smo jo verjetno mi. Ne vem, to je res moj subjektivni občutek, ampak dejansko se je to videlo. No, in sem... To bombardiranje z vsemi temi informacijami, ki prihajajo dosta prek teh telefonov, skozi se visijo na telefonih. Jaz vidim pri sebi, če sem malo preveč na telefonu, sem čisto živčen. Ja, itak, ja. Pa še namehanje, pa to pa ne vidiš. Ja. Vse se lahko povečaš, vse imaš za te stare mašuno. Jaz sem pogruntil 3 prsti, veš, na iPhonu se naredijo take črke čez cel screen. Ja. Ampak lahko še malo skočimo nazaj na tole finančno, od Eurobarometa, to finančno pismenost, ki so jo ugotovili, da smo zelo pismeni. In sicer pravijo, recimo, preden nekaj kupijo, razmislijo, ali se to lahko privoščijo. Pol spremljanje svojih stroškov, to vse to, kar so v bistvu neke gospodinske finance, se mi zdi. Gospodinske finance so prihodki minus odhodki, ker so v bistvu čist izločali neke investicije. Tudi recimo tukaj pravijo, da se znajo zastaviti dolgoročne finančne cilje, ampak ključno vprašanje je, a znajo potem tudi doseči te finančne cilje oziroma izbrati ustrezne naložbe za to, da realizirajo te finančne cilje. Kako vi gledate na to? Mogoče je pa to v bistvu dobro, ne, na nek način. Edini problem je v tem, da znamo prešparati, ampak ne znamo pa boostati. To je v bistvu ta naš glavni problem, ki ga imamo. Dobro so nas učili. Zdaj tudi veš, ko so bile te krize, ko je bila in korona, in energetska kriza, kaj se je zgodilo pri Slovencih. Gledamo celo regijo, kaj se dogaja. Pri nas, pri Slovencih je ročno, tako je. Mi se tako začnemo obnašati, da bo konec sveta, neka potrošnja zgine, avti se ne prodajajo več, vse večje nakupne odločitve se zamrznajo in pol naprej. Sprav, mi smo ekstremni ziheraši. Generalno kot nacija smo blazno on the safe side. In jaz še enkrat mislim, da tele lestvice nagrajujejo to, da si on the safe side. In zato smo toliko visoki. To je moja hipoteza, nisem pa ziher, moral bi res pogledati vprašalnik. Jaz bi ob vsej tej količini modrosti, ki jo domnevno premoremo, opozoril in opozarjam, pejte pogledati efektivne obrestne mere za potrošniška posojila na spletni strani Banke Slovenije. Tam nekaj ne štima. Imate segment tudi, ki se izposoja denar po 10+% efektivne obrestne mere za dolga obdobja. Zdaj, razen, če je to šlo neke super investicije, ki so, ne vem. Še ena druga tema, ampak ful se navezuje na to. To, kar ni rata modernemu tržnemu gospodarstvu, ki se je zgodilo po cepitvi, je rata tem krizam, ki so se zdaj zgodile. Se pravi, končno se v Sloveniji dogaja razslojevanje. Končno. Srednji sloj zginja. No, to se ti hoče reči. Ali gre gor, ali gre pa dol. In oba dva, sredina se tako zmanjšuje, zgornji in spodnji se pa povečujete. Se pravi, če imaš zdaj nek good, ki je malo dražji, no problem, ga boš prodal. Ja. In imaš ogromno ljudi, kako mi živijo, ta delež se je povečal za krat 2, zdaj imamo približno 20% ljudi, ki imajo problem, da pridejo skozi. In je zmanjkalo. Imeli so neke rezerve iz obdobja korone, ki niso zapravljali, malo so se razvadili in zdaj je zmanjkalo. In zdaj je treba od nekod potegniti, ker je treba pelati ljudi na dopuste. Ja. In si pripravljen plačati 10%, ker je instant gratification je toliko visoka. Tako pa če. Ogromno visok, ne? Ja. No, ja, in to, da ljudje jemljajo potrošniška posojila zato, da grejo na dopust, je pa res, jaz bi rekla temu, da je to kar ena finančna napaka. Definitivno, po mojem je. Sej, človeka razumeš, ne? Razumeš, človek je delal celo leto in je utrujen, na koncu normalno, da sam... Tle je še hujša, ker smo mi, v bistvu je korona predvsem je naredila to, da je ves folk na socialu
In ti zdaj soseda vidiš, pa on vse počne, pa Instagram fotka gor pa dol, zdaj, jaz pa ne morem, kako pa zdaj to, ne, pa mi tudi moramo, mi pa tudi moramo iti, sprav ta pressure na te, da ti pa tudi moraš biti kot sosed, zdaj pa jaz moram biti kot sosed, je pa itak vela pri nas, In brez tega se ne moš v špego pogledati. Tako grozen je, Spotlele padajo stvari, zakaj je to modro in ne vem kva, Pač to je, it's a must, pika. Ja, samo bomo že, Bomo že, ne bomo lahko, ampak bomo že, Ja, 10% oziroma plus več kot 10% je kar precej drag posojil, v glavnem, kaj sem hotela, kako do znanja? Zdaj tega znanja očitno ne dobimo doma, če starši jemljajo draga potrošniška posojila za dopuste, v šoli tega znanja ne dobimo. Zdaj, Aljoša, mogoče boš ti rekel, da se na ekonomski fakulteti učite o upravljanju denarja. Takrat, ko sem jaz hodila na ekonomsko fakulteto, nisem bila deležna tega znanja. Zdaj, nekaj v osnovni šoli se nekaj dogaja, pa v srednji pri državljanski vzgoji imajo neke vsebine. Kaj narediti, da bojo prišli mladi do tega znanja? Mislim, imamo zdaj cel kup ravnateljic, ki aktivno porivajo te vsebine v srednje in osnovne šole. Nekateri se zelo poglobijo to, nekateri se zelo angažirajo to, tudi mi z fakultete včasih gremo na kakšne taka srečanja z mladimi, pa jim potem pokažemo 2, 3, 4 variante, na kaj morajo paziti, in tako da mislim, da se ta zavest počasi seli po verigi navzdol. Res je tudi, da na ekonomski fakulteti, ne po odvisno od smeri, ampak v nekaterih smerih smo vedno imeli te izračune, osnovne, in tukaj tudi ne bi smelo biti kakšne posebne dileme o znanju. Danes je to pa se razvilo, vsaj na področju, ki jaz delam, do te mere, mi zdaj praktično vse stvari delamo na podatkih v živo, mi se usedemo za bazo podatkov, poberemo dol tekoči podatek in potem to imamo na slajdih, tako da je znanje tudi z tega velika dostopno in predvsem se ga da na neabstraktni ravni preslikati v vsakdanje življenje. In tako da ljudje zdaj dobijo ta hands-on občutek, ki ga tehnološko gledano, v naših časih mogoče ni bilo na voljo. Jaz se še zdaj spomnim, moja osebna izkušnja, ker sem šel na študij prvič v tujino, v Glasgow, meni je bilo to, da smo imeli mi direkt terminal na London Stock Exchange povezan, meni je bilo to fantastično. In je pustilo veliko vtis name in tako da še zdaj imam to v lepem spominu. To, kar si rekel za te učitelje oziroma ravnatelja, jaz je tudi kar precej zelo veliko jih poznam in tudi veliko sodelujem z njimi. So entuzijastični učitelji in so entuzijastični ravnatelji, ampak še vedno premalo. Mislim, da bi to morali nekako sistemsko rešiti. Se glih to, ne morete sistem temeljiti na entuzijazmu, do neke mere je že super, da se to pori naprej. Več bi mogli, Več. In sigurno ta predmet sodi v srednje šole. Demokratizacija je prinesla tehnologija. Tehnologija prinaša demokratizacijo, da to zdaj ni priti do informacij in do znanja in do tega, kako razmišljajo tisti, ki vejo malo boljš, je zdaj globalno in lahko dobiš v vsakem trenutku. A veste, to, da lahko ti opazuješ, kaj se dogaja z vrednostnimi papirji, da v bistvu to je tako, investiranje je rata v reality show, Točno to je. Ne, to je res. Ker ti vse informacije dobiš praktično takoj, ko se zgodijo na TikToku. Ti v bistvu dobiš vse, niti ne rabiš biti povezan s terminalom, če si iskrena, pa ga jaz zelo veliko uporabljam. Ampak dobiš vse informacije in to predstavljanje na zelo tak reality show način, da pritegne. To je reality show. Je reality show, Mislim, to je tako, rato je res tako, kot more biti. Sam da je zraven še incentiv, da lahko zaslužiš ali pa zgubiš. Še en faktor bi tukaj omenil za naprej, Zdaj z AI orodji prihaja do velikih pretresov tukaj noter na področju investiranja. In jaz to redno spremljam in redno testiram te zadeve in moram reči, da nekateri od teh izdelkov so fantastični. Vse kakšen sega popolnoma mimo, da se razumem, ampak
nekatere te finančne analize pismo na nekaterih točkah so res odlične. A lahko mogoče, da nam pozabila, razkriješ, katera AI orodje so to, ki delajo odlične analize? Vsak dan drugo praktično. Ne? Tudi, če daš direkt v ChatGPT, jaz sem sicer to plačljivo verzijo, ne bo naredilo, tako bo tudi povedala, je fair ocena ali ne na koncu. No. Zdaj že mora malo disclaimer stvari. Je pa noter v ChatGPT avtomatsko preklopi na te bote, ne, ki znajo te stvari lepo pokazati. Tako da... Ali se keče v temu, da tako kot mi zdaj lahko vse te stvari vidimo, dejansko ta zadeva postaja izredno transparentna. Ja. Se pravi, dejansko ti vidiš vse. Vse. In tudi ta social pressure se ga da tudi že kvantificirati. Okay. Imaš tudi ta drug moment, in te, ki obvladujejo te social networke, v bistvu počasi dobivajo unfair advantage pred ostalimi. Ker je verjetno ta del bolj pomemben. Če je vrednost socialni konstrukt, potem tisti, ki ima pogled v social, tisti ima neverjetno prednost pred vsemi temi brokerji. To bi bila naprimer. Zdaj, kot o tem tudi govoriš, mogoče samo še ena zadeva. Zdaj, recimo, nekateri brokerji ponujajo tudi v bistvu kopiranje oziroma spodbujajo to influencerstvo in nekako spodbujajo tudi kopiranje teh nekih strategij, ki se pa dosti... copy trading tega je veliko. Veliko, ampak tudi veliko napak je tukaj, veliko res... nesmiselnih stvari, ki ti povzročajo stroške po eni strani, po drugi strani ogromno davčnih dogodkov in res huge glavobol, če kopiraš neke te... In tudi vice, recimo, če imaš ti dober rezultat, ti raste število sledilcev. Takoj, ko imaš pa malo slabši rezultat, jih pa začneš zgubljati. Poanta investiranja ni, da ti loviš te vroče zgodbe, ampak moraš gledati dolgoročno. Saj ti ne kupaš delnico, za par mesecev, ampak ti moraš pač investirati v delnico, delniške naložbe za obdobje, vsaj 5+ let, Tako pravi teorija. Tako pravi tudi praksa, se številke kažejo to, da je pametno investirati na daljši rok. Se ni... Copy trading je zanimiv zaradi tega, ker tle pa še en konstrukt v zadnji, ki je meni izredno všeč, je pač reputation. In dejansko iz tega, te se da dobro računati reputation. Kdorkoli je tam bil, lahko vidiš za nazaj, kva za Boga se mu je dogajalo. In reputation je vse, kar ima. Nekdo, ki to počne, reputation je vse, kar ima. In pač, če se ti s tem ne da ukvarjati, si moraš najdeš enega, ki ti paše po reputationu, in that's it. Ja, pa moraš pa tudi zvesto slediti daljše časovno obdobje, ne pa skakati od enega do drugega. Ja, to je... Ampak, veste, to so zdaj spet, transparentnost vrednostnih assetov, To je, koliko časa imamo ta koncept, da je živ? 5 let max. Ja, recimo, ja. Reputation, kogarkoli, ki upravlja, da ga imaš live, koliko časa to obstaja? 3 leta, maksimalno. Ekstremne eksponentne funkcije in abnormalna volatilnost, koliko cajta to obstaja? 5-6 let. Od 2-9... Zadnjih 5 let je izrazitih, kar to pogledamo. In imamo mlade, ki tripajo na to. In zdaj mi pa poveja, kaj je pravzaprav ta prava stvar, ki je treba spraviti noter v študijski sistem. V bistvu bi moral te stvari razložiti. Ker v bistvu še ne vemo čisto točno, kaj to je zdaj na žival. Ker je premlado. To je moja hipoteza, da bi mogoče bilo dobro malo o tem začeti razmišljati. Kako se tega res lotiti. Ker to je pa to, kar je njih drive in zanima, mlade. To je to, kar zanima. Jaz bi vedno začel z korelacijo. Tako. To mi je bomba. Čim predam misel o korelaciji naprej, se mi zdi, da sem napravil dobro delo. Zato osebno temu posvečam. Ker to, da človek se usede in razmisli, da bo kupil mogoče nepremičnino, pa da bo hkrati kupil še delnico, to hočemo imeti. Ne, da bo vse nabaslo eno ali pa drugo stran.
in mogoče uspel zajahati krivuljo eksponentov, mogoče pa izgubiti vse v šusu. Ne. Tako da to je ta glavna stvar pri meni. Se pravi, prišli smo do tega razpršenost, dolgoročnost, stroškovna učinkovitost, pa čim manj davčnih dogodkov. Marjo, prosti še to, kar si rekel, ne, davčni efekti, ne, tukaj tudi jaz mislim, da je premalo zvedeno, davčni učinki in tradanja, ma tudi sicer naših ostalih odločitev poslovnih in drugačnih, ne, je v razmerah pri nas ti davki pozabljajo. Ne, mi, kar delodajalci plačujejo, ne, je to potisneno malo stran iz teh naših bruto plač in potem imamo cel sistem, se mi zdi, občutkov za davke malo ko bi ne rečem, v distorziji, ne vidimo čisto vsega, tako. Ja, in ljudje pozabljajo davke. Ne. A ko govorimo o investiranju, pozabljajo na davke? Ne pozabljajo na davke, pozabljajo pa na to, da so davki pomembna komponenta, ki se pojavlja takrat, kadar imaš pogosto tradanje, ne? Točno to. Sicer si ti rekla prej. Ne? Ja, seveda, se kopirajo in to dva trade se zgodita na teden. A veš, koliko je to davčnih dogodkov potem na koncu leta v povprečju? Mene to kar glava boli, a ne? A veš, tako da... Sej, mislim, da smo več ali manj kar odgovorili na kar nekaj zanimivih vprašanj. Jaz mislim, da bo to treba še malo raziskati, a ne, kako zelenici razmišljajo o denarju, o tveganju. Nekaj smo načeli, ampak mogoče res, kot si rekel, ta reputation, da bi bilo treba mogoče nekako kvantificirati. Oziroma... Ja, cilji, vrednote, ne? Ja. Kje je varnost in kje je svoboda? Ne? To razmerje med tema dvema. Če to razumemo, potem skozi prizmo vrednote treba gledati njihove odločitve. Ne? Če so njihove vrednote take, so take. Vrednote boš pa tudi zelo težko zamenjal, ker so pač take. Ne? Ti si na začetku rekel, da je v bistvu ziheraštvo, ko si rekel, Slovenci smo ziheraši. Ja. Se pravi, to je na nek način naša vrednota, ki se nekako seli iz generacije v generacijo, ali ne? Ja, z leti postaneš se bolj ziheraša. Življenjski cikl. Življenjski cikl, na koncu na koncu bomo vsi ziheraši. Ok, super, najlepša hvala za odlično debato. Super, hvala Marja za vabilo, hvala za debato. Ja, čudovito je bilo. Marja, tako hiter mine v tvoji družbi. Tudi v vajni družbi je šlo zelo hiter, tako da lahko ponovimo potem še enkrat. Najlepša hvala tudi vsem, da ste nas spremljali, poslušate Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.